Živijo otroci. No, pa seveda tudi odrasli otroci. Ponovno smo vstopili v adventni čas. Ampak kaj je sploh to? Je to samo čas, ko pričakujemo dobrega Miklavža, okrasimo drevešček in jemo veliko mandarin? Je to samo čas, ko spijemo veliko sadnega čaja in prejmemo darila? Ali je morda kaj več kot to? Morda pa je to čas, ko smo še dodatno pozorni, ko nona, nono, babica ali dedek potrebujejo pomoč. Morda je to čas, ko obiščemo osamljene ali pa jih samo pokličemo. Čisto možno je, da je to čas, ko smo še veliko bolj spoštljivi do ostalih in ko poleg pričakovanja Miklavža pričakujemo še prihod nekoga drugega. Nekoga velikega, pogumnega, hrabrega, močnega, zvestega, spoštljivega. Zveni mi, kakor da bi opisoval superheroja. Ja, lahko bi tako rekli. Adventni čas je čas, ki nas napolni z ljubeznijo, upanjem in pričakovanjem. Pričakovanjem rojstva našega superheroja. Jezusa. Jezuška, ki ga boste tudi vi položili v jaslice. In da ga bomo sprejeli v topel dom, v topel objem, da bomo lahko prejeli njegov avtogram, njegov podpis, podpis na naše srce, bomo ta mesec nekoliko trenirali. A brez skrbi, ne bo tako naporno. Le pozorno boste morali prisluhniti, kaj vam junaki zgodbic govorijo. V tem tednu nas obišče Miklavž. Tudi on je bil velik, dober mož in si prav tako kot naš superheroj Jezus želi, da bi ga toplo sprejeli. Zato bomo ta teden začeli s treniranjem dobrote. Dragi moji, vabim vas, da ob adventnem venčku in prasketanju njegovih svečk prisluhnete zgodbicam, ob katerih bomo skupaj stopili na pot do Betlehema in na igriv način razložili pomen adventa in dogodkov, ki se v tem času odvijajo. Vse dobro vam želim.